to je zavržno. Ne? Ali je pravi način, da pač predsednik vlade z pozicije moči, da se tega loteva z tožbami. Ja, jutri je kongres največje vladne stranke, čeprav nosi ime Gibanje Svobode, bi tudi lahko se poimenovala stranka Roberta Goloba. To je Tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi za leve in besne. Z mano danes Uroš Esih, novinar in komentator časnika Delo, politični analitik, tudi voditelj podcasta Moč politike. Dobrodošel, Uroš. Pozdravljen, hvala za vabilo. In še nekaj sem pozabil v predstavitvi tekač. Kako gre kaj nabiranje kilometrov v tej poletno-jesenski sezoni? Zdaj tisti najlepši del sezone, ko so temperature postajajo prave, forma se pili, kilometri so vedno hitrejši, tako da upam, da brez poškodbe pripeljemo zadevo do maratona. Ja, omenil si mi maraton, preden sva začela snemati, tam sredi oktobra je, na 21 kilometrov greš s ciljem, ko sem te vprašal, si me kar malo šokiral. Ja, cilj je 1,30. Nekajkrat sem že tekel 1,30, ampak želim si, da rečemo na pragu 50 let, da stopim pod 1,30. To je okrog 4 minute pa pol, celo manj na kilometer. Jaz, ki sem tam nekje konc marca začel šele se bolj resno ukvarjati s tekom, vem, da je to izjemno hitro, tako da Vztraja, tek je pač šport na dolge proge. Vsaka čast, upam, da nama tudi ta podcast v obilici tem, ki jih ponuja politična savana, hitro mine. Če greva k prvi temi, med Svobodo in SDS je ta teden dokončno zavrelo zaradi različnih zapisov na družbenih omrežjih. Ne bova na dolgo tega pogrevala, ampak na hitro. Skratka, Mussolini leta 1945 na bencinskem servisu z glavo navzdol. Potem Duče in fašisti, gnoj od človeka in Hitler in podobne stvari. Premijer Golob je napovedal in, kolikor je znano, vložil tožbe proti gospodu Štrancarju, poslancema Mahniču in Černaču. Če pogledamo malo z distance tega dnevno-političnega boja, zdi se mi, vlade se menjajo, politični diskurs in tehnike ostajajo bolj ali manj iz mandata v mandata isti. Se ti zdi recimo z vladne strani, je to vlaganje tožb prava poteza, kaj meniš? Ne vem, mislim, da ne. To naj seveda dokončno pojejo pravniki, strokovnjaki, ki gledajo na to seveda iz pravnega vidika. Mislim, da ni najbolj posrečena, kajti štartamo v izhodišču govorjenje in na tak enostaven način opletanje s fašizmom, s tako brutalnimi metaforami, primerjave z Mussolinijem, to je vendarle preveč, je onkraj dobrega okusa in enostavno to se ne spodobi. To se ne spodobi za človeka, ki je lastnik medijev in želi pač, rečimo, sodelovati v medijskem prostoru. To je enostavno, to je zavržno. Ampak seveda druga zgodba pa je, ali je pravi način, da pač predsednik vlade z pozicije moči, ki ima v rokah tudi vse ostale vzvode, da se tega loteva z tožbami. Ko si omenil pravnike, če pogledava res skozi neko pravniško statistiko, v letih 23 in 24 podatke izbrala RTV, je bilo iz tega področja razžalitve sovražnega govora 72 kazenskih ovadb, na koncu 3 obtožni predlogi. Že to nam daje vedeti, da gre pri teh tožbah bolj za politični kot za pravni akt. Pa se ti zdi smiselen sploh? Politični akt je v tem smislu ima verjetno nek zastraševalni učinek, ampak kot vemo pač v evropski pravni praksi je pravica svobode govora dobro zavarovana in pač gospod premier bo imel tukaj v dokazovanju svojega prava oziroma njegovi pravniki bodo imeli težavno nalogo. Zdaj, ker sva oba komentatorja še malo k metaforam, spet malo z distance. Orwell v zaključku nama obema znanega romana Živalska farma uporabi eno močno prispodobo, svinjami celo, kjer pravi, da na koncu ne veš več, ali so revolucionarji, ki so obljubljali svobodo, pravzaprav postali enaki zatiravci kot tisti, proti katerim so se prej borili. Gledamo neke vrste Orwellovo Živalsko farmo na slovenskem političnem parketu. Ja, tako bi rekel. Politologi, rečemo, so v času prejšnje vlade, ko se je začel tudi ta res oster diskurs, ostrega napadanja nasprotnikov, ko je prišel veter preko socialnih omrežij, tudi iz pozicija seveda moči predsednika vlade, so opozarjali, kako je to na dolgi rok škodljivo za politično kulturo v državi, kako to razgrajuje skupnost, javni prostor in tako naprej. In dejansko
ta vlada enostavno nadaljuje v tem prostoru. Prostor je, mislim, javni diskurs je, sama spremljamo že to vrsto let, je tako nizko, kot je zdaj, še nikoli ni bil in tule smo, nažalost, tudi ta vlada, kljub temu, da se liberalci, sploh liberalci, pa tudi levičari se imajo moralno dostikrat za nekaj superiornejše moralno, ampak ta njihova moralnost se dostikrat ne odraža v diskurzu. Meni se zadnje mesece včasih utrne misel, da smo po desnem SDS, tudi sam govoriš o tej genezi, dobili v tem mandatu tudi neke vrste levi SDS. Bi se strinjal s to mojo tezo? Ja, jutri je kongres največje vladne stranke, videli smo, kako so stvari urejene v tej stranki, pač stranka, čeprav nosi ime Gibanje svobode, bi tudi lahko se poimenovala stranka Roberta Goloba, to je pač stranka ene močne politične osebe, vse ustrojeno, bolj ali manj okrog njega. Mogoče je malo več te notranje dinamike, kot v drugi, seveda še bolj organizirani opozicijski stranki, ampak podobnosti je kar nekaj, Pa dejva, ker si me izval s tem jutrišnjim kongresom, še besedo dve o tem. Zdelo se je ravno zaradi stvari, o katerih govoriš, da je kar samoumevno, da je Robert Golob edini kandidat za predsednika. Urška Klakočar Zupančič je nekako izletela s potrditvijo soglasja k kandidaturi, ga potem hitro umaknila. Simptom česa je to po mojem? Nekih po tvojem nerazrešenih odnosov še iz časa, ko je izgubila status podpredsednice v Svobodi, samo provokacija za nekaj več kratkoročne pozornosti ali vendarle nek notranji razkol, ki ga bomo morda še v prihodnosti kdaj videli? Notranji razkol zaenkrat ne kaže, ker pač vsa moč, ki ima, politična moč, ki še vedno ima Golob in s tem bo pripeljal seveda mandat do konca, je enotnost poslanske skupine, torej nekega razkola strukturnega ni, Predsednica pa bi rekel, da je predsednica Državnega zbora je nezadovoljna, po moje, z svojo politično težo v stranki, vemo, je zelo priljubljena v članstvu, velika priljubljenost, to naprimer se spomni kakšnih piknikov nazaj in to je v bistvu doživlja večje ovacije, pa bi rekel celo več iskrenih stiskov rok kot premier, torej zelo priljubljena tudi v javnem mnenju, najbolj priljubljena političarka in to, da je del stranke nominiral, ne preseneča, bolj preseneča, da je ona potem sprejela na tak način to kandidaturo in težko bi rekli, da je bil na koncu to komunikacijski zdrs. Če greva malo v te pop vode ali pa skoraj bulvarski obvod k politiki, nekateri špekulirajo celo, da si je zaradi te jesenske poroke para Gaber Golob zaželela to dodatno pozornost. Se ti zdi, da je kaj na tem? Ja, vedno je možno, da kdo skreni v to vrstne, ampak dogajalo se to v bistvu isti teden. Ne vem, možno je vedno špekulirati, ampak recimo, ostanimo pri tem, da politična teža gospe predsednice v stranki je precej nižja kot to, kar si ona predstavlja, kar bi moralo biti. Ja, in verjetno se oba lahko pa strinjava, da v veliki meri jo vodijo tudi čustva pri njenem političnem angažmaju, marsikdaj. Zdaj, naslednja tema, kateri greva, ekonomske razmere, na nek način kontekst gospodarskih razmer v državi. Ta teden je premier razburil predvsem gospodarstvo z napovedjo obvezne, sicer neobdavčene božičnice. Zdaj, gospodarske razmere, namesto 2,1% gospodarske rasti so zadnje napovedi 0,8%. Vemo, da do konca avgusta je primanjkljaj že presegel milijardo. Efektivno smo z 2% za dolgotrajno oskrbo postali celo najbolj obdavčena država v Evropski uniji, kar 75% vsega nam z različnimi dajatvami pobere država. Zdaj, prispevek za dolgotrajno oskrbo se že pobira, tretji mesec, okoli 50, med 40 in 50 milijoni mesečno, pa recimo za oskrbo na domu še niti ene odločbe na 4000 vlog. Drzno se zdi ob tem razmišljati še o nekem bremenu za gospodarstvo. Kaj praviš? Ja, gotovo. Odziv gospodarskih združenj, 5 oziroma še je bil pričakovan. Vemo, da se pač
Postavljajo se do vseh vladnih predlogov, ne, ki povečujejo breme, ne, gospodarstvo na tak način, ta oster boj, rečemo, tudi lahko temu rečemo razredni boj, je oster, ne, in ta razredni boj, predvsem gospodarska združenja bijajo predvsem z levico, ne. To je pričakovano, ampak jaz mislim, da premier vendarle, ne, je verjetno njegov krog je pričakoval to razburjenje, ne, gospodarstva, ampak vendarle mislim, da računajo, primarna volilna baza Gibanja Svoboda je so pač zaposleni v javnem sektorju, ne, in pač verjetno bo precej lažje, ne, tudi zakonsko, ne, na koncu zagotoviti božičnico za javni sektor in to je tista primarna baza, na katero, ne. Ta del sindikatov je takoj pokazal neko stopnjo navdušenja. Poglejva en posnetek, pa greva potem še malo bolj podrobno pokomentirati. Nameravamo po zgledu regresa, kot neke vrste 13. plače, uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo. Pa bil včeraj presenečeni, ker smo to izvedeli iz medijev, brez da bi bili predhodno povprašani ali pa vsaj opozorjeni, da se to na vladi pripravlja. Absolutno pa beseda obvezen mora izginiti iz določbe. Natančnih podatkov, koliko delodajalcev izplačuje božičnico, ni. Po nekaterih ocenah naj bi se jo letno razveselila približno tretjina zaposlenih. Preskok na vsa podjetja se zdi gospodarstvenikom nemogoč. Kaj takšnega se v trenutnem stanju gospodarstva in seveda v situaciji, v katerem se gospodarstvo, ne samo slovensko, tudi evropsko nahaja, pri nas ne more zgoditi. Ker je neodgovorno ta moment do gospodarstva, do sindikatov, do zaposlenih, da dajemo ali neko prazno obljubo, ki jo ne bomo mogli realizirati, v glavnem dogovor med socialnimi partnerji, izhodišča, socialni partnerji, potem pa v javnost. Bi se strinjal, Uroš, da je to PR poteza predsednika vlade, tudi seveda vladajoče stranke, na račun gospodarstva, ki jo bojo pač PR poteza, ki jo plačajo drugi? To bi se, tudi pač ta poteza je na račun vseh, tudi koalicijskih partnerji. Slišali smo, ne, ministra za gospodarstvo, gospoda Hana, ne, presenečenega nad to odločitvijo, ne, ker do zdaj ne, vlada, ne, sploh pri pokojninski reformi, ki je bila sprejeta, so to dogovarjanje je potekalo, ne, znotraj socialnega dialoga, tako da ni nobeno presenečenje, da je gospodarstvo tukaj presenečeno in Zdaj, zdi se mi, da smo malo zavrteli film na začetek mandata. To je bil eden od očitkov premierju takrat, ne, da še ne obvlada politične obrti, da komunicira zelo kompulzivno, ne, da bi predtem preveril ideje pri ožjem krogu tudi vladnih partnerjev. Ne. To je spet spomnilo na to, v bistvu. Ne. Ja, tako je. Ja. Spomnilo na to, tudi na ta znani, spontani, v narekovajih, dodatek sodnikom in tako naprej. Ja. Zdaj, milijardni primanjkljaj, sva rekla. Ne? Obvezna božičnica, kot si sam povedal, je seveda obvezna potem tudi za zaposlene v javnem sektorju. Neki izračuni so, med 200 in 300 milijoni evrov letno bi bil torej učinek. Na eni strani, ko manjka ta davek na božičnico, ne? In na drugi strani sama izplačila. A je možno to zdržati, ne? Ker za to milijardo je finančni minister še rekel do avgusta, da je bila planirana, ne? Verjetno pa teh 300 milijonov ni planiranih. Ne? Ja, takole bi rekel, seveda zdaj proračunski dokumenti se pripravljajo, kmalu bodo razgrnjeni, ne. Vlada ima drug problem, ne, tudi javnomnenjski, ki je še bolj javnofinančno zahteven, to je kako implementirati obljubljeno dvigovanje obrambnega proračuna, ne, in tam gre res za enormne cifre, ne, mogoče, ne vem, predsednik vlade napoveduje kaj drugega, tole, ne vem, to, da bi takšno enormno dvigovanje proračuna, obrambnega proračuna, do katerega ni navdušen seveda niti finančni minister, mogoče, ne vem, bo vlada mogoče tam malo manj dala za obrambo, pa to, kar bi bilo za obrambo namenjeno, mogoče tukaj dala za ta predvolilni bombonček, ne, ker ta obramba ne nosi političnih točk, tukaj pa seveda drugače s tem. Videl sem sinoči na Tarči eno staro izjavo Roberta Goloba, še s tisto staro pričesko iz časov kampanje 2022, ko je nekako vezal, tudi takrat je govoril o božičnici, ampak jo je vezal na bistveni dvig produktivnosti in potem podatek, ne, da smo v 3 letih iz 52,000 dvignili produktivnost na 53,000 na zaposlenega, torej praktično nič, ne, status quo. Ni podlage, ne,
da bi v bistvu odpirali te šampance ali pa delili te pralineje pred volitvami. Ne? Ja, morda bi se moral spomniti te izjave, pa potem iz nje izhajati. Zdaj mislim, da se je NSI oglasila, kar se tega samega PR spina tiče, ne? Torej poklanjamo 14. plačo v bistvu, da ukolikor ne bi bil zakon o dohodnini iz prejšnjega mandata, iz Janševe vlade spremenjen na način, da so davčne stopnje šle navzgor, ne? Bi že do zdaj tako in tako vsako leto ostala Slovencem ena dodatna plača. Da torej vlada v resnici nič ne daje, ampak daje šele 4-letnim zamikom. Ne? Se strinjaš s tem? Tako, moram čisto iskreno, strokovnjak za ta vprašanja nisem, bi moral moče kakšnega od mojih sodelavcev vprašati za bolj avtoritativno sodbo tega, ampak kar lahko politično opazovalec, komentator rečem, Nova Slovenija po kongresu je v enem novem zaletu, v novi dinamiki, nov predsednik, ki je stvari dinamiziral, je tukaj prisoten, ni v Bruslju in pač to so teme, ki jih je on že napovedoval in jih pač Zdaj si malo napeljal na Novo Slovenijo, ne? Ob tem preblisku z božičnico smo videli še kar nekaj takih kratkih in sladkih napovedi. Naprimer, nepremičninskega davka zdaj de facto ne bo. Normirance naj bi vlada vrnila na stari sistem, ki ga je sama razdrla. Celo neuradno iz vladnih virov govorijo, da bi lahko šli na mejo, ki je celo višja kot tista stara, se pravi 100.000 na 120.000. Tudi mislim, da pravosodna ministrica Katičeva pravi glede romske problematike pa nasilja na Dolenjskem, ne, da bi uvedli zapor za serijske prekrškarje, ki ne poravnavajo glob. Vse neke teme, ki jih je zelo v tem mandatu Nova Slovenija recimo zagovarjala, kaj meniš, je bila ustvarjena neka, tudi v luči kongresa NSI-ja, neka kritična masa pritiska na vlado, da določene te common sense stvari vrne na preteklo stanje ali jih nekoliko popravi. V bistvu. Gotovo, ta pritisk je močan, pritisk delodajalskih združenj, redno poslušamo v medijih, mainstream medijih, kakorkoli, ta pritisk je zunanj in je cel čas prisoten. Takole bi rekel, kot tudi nekateri drugi analitiki že ukvarjajo, vlada dejansko ni tako zelo levičarska, kot jih hočejo učitati, oziroma sponašati desne stranke, delodajalci in tako naprej, ker v bistvu ukrepov, sploh na primer davčne reforme ni bilo in davčna reforma je pač ključno orodje, kako narediti okolje bolj, manj kapitalom naklonjeno. Ja. Tako da nekih zares potez, ki bi dodatno močno obremenjevale gospodarstvo, razen teh manjših, rečemo kozmetičnih, dejansko ni bilo. Ta vlada ni razne retorike pa očitkov tako ful redistributivna, torej levičarska ni. Zdaj nek očitek vsaj gospodarskega dela združen, OZS je bil menda 10 ali 11 novih dajatev v skupnem znesku milijarda letno, ko govoriš o teh bremenih. Ja. Ti se potem ne bi strinjal, da je levica recimo programsko najvplivnejši partner, kljub temu, da je najmanjša v vladi. Ne, gotovo se strinjam, gotovo je, ker vidimo pač Gibanje Svoboda, to so pač neke liberalne, postmoderne stranke z konceptom, kot je že Golob na začetku postopil v politično areno napovedal malo levo, malo desno. Ne vemo točno, kaj te stranke so, kakšne vrednote zastopajo. Levica je seveda profilirana stranka, etablirana in gotovo na njihovih resorjih, torej Ministrstvo za socialno prihodnost, stanovanje, dolgotrajne oskrbe in tako naprej, se dogajajo te ključne reforme te vlade, pustimo, kako so izpeljane, moče še rečem, ključne reforme, s katerimi se s perjem levice, torej z njihovimi projekti se tudi vlada hvali. To smo tudi videli ob 3. obletnici vlade, kjer so v glavnem izpostavljali
kot uspeh vlade projekte Levice. Če se pohecam, bi rekel, da je Levici najprej s 5, pa zdaj 4 poslanci nekako uspelo vendarle doseči, da Goloba, ki jih je imel na začetku 41, bolj boli leva noga kot desna. Zdaj še eni reformi, ker si te reforme omenil, pokojninska. Včeraj jo je potrdil Državni zbor, del sindikatov napoveduje referendum. Kaj se ti zdi? Ga bomo res videli referendum? Je to že zaprta fronta ali še ne? Mislim, da še ni zaprta, ker en od ključnih akterjev pri nasprotovanju reformi je odpadnik Levice, Miha Kordiš. On gradi stranko in stranka, kot pravi, se bo gradila v neposrednem boju na terenu, torej skozi to akcijo zbiranja podpisov in gotovo bodo pač za svojimi somišljeniki poskušali zbrati podpisov, kajti če jim ne uspe zbrati njim, torej mi socialisti, Kordiševim teh podpisov, je to zelo slab štart za njihovo stranko. Zdaj ena tema, dolgotrajna oskrba. Preden greva na kongres NSI, ki sva jih že omenila z njihovim vplivanjem na ekonomske politike. Simon Maljevac pravi, da zamud ni, čeprav pri 4000 vlogah niti ena odločba ni bila izdana, z informacijskim sistemom so težave. Na terenu stvar torej ne deluje, denar se pobira. Zdaj ta teden smo zvedeli še, da je namenjenih novih 200,000 evrov za PR kampanjo, ki naj bi pomagala malo bolj prijazno pokazati ta projekt navzven. In podatki, ob tem 2 zaposlena za odnose z javnostmi na samem Ministrstvu za solidarno prihodnost, pa že do zdaj 2 zunanji podjetji, ki sta zaslužili 90,000 evrov za promocijo dolgotrajne oskrbe. Levica si rada pravi, da je stranka brez afer. Meni se vendarle tudi to samo po sebi zdi neke vrste afera. Ja, stvari so tukaj nekoliko občutljive. Ta denar za promocijo kampanje je evropski, pač to je seveda na skupen denar na koncu, bo porabljen, kot bo upravičeno, je pač ljudje negodujejo, populacija se stara, ljudje pričakujejo te storitve. To, da ti začneš pobirati zadavek za storitve, dolgotrajne oskrbe, ki še v glavnem niso realizirane, oziroma samo nekateri manjši deli te reforme, oziroma samo v zelo omejenem obsegu to poteka, to seveda upravičeno razburja državljane, še bolj pa del gospodarstva, ki je tukaj zelo aktivno pri rušenju. Vidim seveda tudi politični moment pri tem, tako kot bo pač Levica poskušala javnost s tem denarjem in s temi agencijami prepričati javnost, da imajo prav tako, tudi delodajalska združenja, sploh pa Nova Slovenija, tukaj prednjači mogoče malo manj SDS, čeprav so oboji vložili interpelacijo zoper Maljevca. Tukaj, ker je to eden, ko smo že prej se dotaknili, eden ključnih reform, ena od ključnih reform, s katerim bi se želeli pohvaliti, pred volivci jim rušijo, in tukaj gre opozicija tudi na polno. Tako da imamo okrog te dolgotrajne oskrbe oster politični boj. Dejstva pa so tudi, vemo, da pač na ministrstvu se branijo, da ta dolgotrajna oskrba, v Nemčiji so kako dolgo 5 ali 10 let so jo uvajali, pa da ne gre tako hitro, ampak dejstvo pa je, da je nepopoln produkt na trgu in pač to seveda razburja državljane. Dotaknil si se kampanje, vse je pravzaprav te dni že v znamenju kampanje. Je prava istočnica, da povem, da v posebni epizodi Safari Special za naše naročnike in podpornike bova odprla temo kampanja 2026 med nizkimi strastmi. O tem sva že govorila, skok na polje ideologije in realnim stanjem v državi, se pravi stanjem v zdravstvu, tudi glede dolgotrajne oskrbe, tako da vabiva naročnike, da pogledajo sobotno jutranjo epizodo. Zdaj pa omenil si, večkrat sva jih omenila NSI, pa sedaj va tule malo dlje ustaviti. Imajo novega predsednika, zdi se mi, da se 2 zadevi zaenkrat nekako pričakujeta od njega pri javnem nastopanju, da se ves čas, to je tudi predhodnik imel, izjasnjuje o koaliranju po volitvah, kje točno se vidi. In druga stvar, zdi se mi, da je Svoboda tempirala to afero z obvodnim financiranjem na
čas pred zamenjavo na vrhu stranke. Poglejva en kratek klip, pa greva v podrobnosti. Če pa me sprašujete o sodelovanju z eno drugo, ki je zdaj opozicijska stranka, pa lahko rečem, da se koalicije sestavljajo v ponedeljek po volitvah in ne prej. Do takrat pa bo Nova Slovenija se ukvarjala s seboj, svojo stranko, svojo vizijo, svojimi odstotki in svojim programom. Me sprašujete, Robert Golob da ali ne? Jaz nobenega ne izključujem. Tak program, ki pa govori o višjih davkih, absolutno izključujem. Jaz imam popolnoma mirno in čisto vest in v primeru našega inštituta, ko sem bil takrat sam minister, in tako v primeru Knovsa. Še enkrat pa povem, ne, Nova Slovenija je ključna za desno-sredinsko vlado in zaradi tega, ker desno-sredinske vlade je ne more biti brez glasov in odstotkov Nove Slovenije. Razvojna koalicija, ki je takoj nujno potrebna, da znižamo davke, da omogočimo podjetjem in ljudem dihati, je ne more biti, če Nova Slovenija ne prepelje svojih glasov v to razvojno koalicijo. In zaradi tega smo trn in kamen spotike tudi Gibanju Svoboda. Kako vidiš, Uroš, menjavo na vrhu stranke NSI, kako utegne premešati karte v mesecih do volitev in potem pri sestavi naslednje vlade? Jernej Vrtovec je seveda stalnica slovenske politike, izkušen, kljub rečemo temu, da je relativno mlad politik še, zelo izkušen, kalil se je v mnogih bojih. Stranko je dinamiziral, dosedanji predsednik Tonin je pač posebej z odhodom, že odhod v Bruselj je bil pojmovan kot neka, osebni projekt, osebna rešitev, ni bil tukaj prisoten, bolje deloval na evropskih temah, ki vendarle niso tako zelo pomembne v kampanji za pred volitvami, in vidimo, ta sprememba je že prinesla dinamizacijo, tudi fokus stranke je vendarle, gospod Vrtovec je bolj pragmatičen, ne daje tako ostrih ideoloških sodb, kot jih je znal gospod Tonin. Če pogledava samo za intermezzo. Pragmatizem. Pragmatizem. Tudi on pravi, naši zavezniki v kampanji bojo prezrti in osovraženi, vendar pa tako značilno za desni pol v Sloveniji ne govori o neki ideološki strani po drugi svetovni vojni, pač pa govori o frizerkah, kmetih, obrtnikih, SP-jih in podobno. Ja. To pa je zdaj tisto vprašanje, ki si jaz zastavljam, kako se to odpiranje teh tem in glasno zagovarjanje teh tem, kako to sovpada, kako nagovarja in kako mobilizira njihovo volilno bazo, ki vemo, da obstaja, je tudi po nekaterih raziskavah socialno-demografskih je konzervativna. Zdi se, da to vendarle cilja širše, na vse tiste, ki grejo težko iz meseca v mesec v bistvu. Na nek način bi celo rekel, da malo skače v tradicionalno agendo socialnih demokratov s tem zagovarjanjem delavstva. Ja, bolj normiranci, to so rečemo novodobni SP, novodobni prekerci, to so tisti prekerci so vseh vetrov, to so podjetniki in tule isto kot z upokojenci. Ampak verjetno je to ravno priložnost za rast proti tistim obljubljenim 10%, o katerih se NSI leta in leta pogovarja. Širijo si s tem bazo, ampak spet takole, upokojenci, 600,000 upokojencev, ampak upokojenska stranka, Desus Karla Erjavca je zajemala, desetino te mreže, isto je ideološka opredelitev teh samostojnih podjetnikov, normirancev je tudi zelo heterogena, tako da en del volilne baze je, ampak kar jaz mislim, gospod Vrtovec, mislim, da je diplomiral tudi s tem, obdeloval je misel Janeza Evangelista Kreka, mislim, da bi morali v ideologiji stranke bolj natančno prebirati njegova dela in se bolj vrniti k izhodišču njegovih misli, ki so vseeno bolj socialne, so bolj levičarske in tukaj Pa ni vendarle višja neto plača socialna stvar. Je socialna stvar, ampak te višje neto plače, seveda, ki bi vsem koristile, se Nova Slovenija loteva z
mehanizmi na način, kot bi to počela delodajalska združenja, kapitalsko-možnostna združenja in tako naprej. Ne? Ni to zdaj nekaj, ni to redistribucija, ki jo predlagajo leve stranke. Ok, zaenkrat torej še pogrešaš pomik od menedžerske logike k tej logiki običajnega človeka. V Sloveniji vendarle mislim, da med kristjani, med tem krščanskim občestvom je ta socialna predanost, solidarnost zelo močna in to bi morali, pokrekovsko bi to morali bolj nagovoriti. Seveda, te stvari, ki se jih morda Vrtovec in cela ekipa, ne, vemo, to je širša ekipa, loteva, je bolj plod, kako bi rekel, preučevanje javnega mnenja, ne, kje so zdaj kakšne niše in sem in tja, kje bi lahko mi svoje mreže vrgli, kako loviti volivce, ampak v osnovi mislim, da za to izhodišče za raz bi moralo biti to, da servisirajo, res nagovorijo njihovo temeljno volilno bazo in iz tega potem rastejo. Če greva k koaliranju, ne? Nekako se je namigovalo v smislu, da je Mateja Tonina odnesel tudi tisti sklep, da nikdar več z Janezom Janšo v koalicijo in da se s to spremembo na vrhu odpira prostor tudi za to. Jaz osebno nisem tako zelo prepričan, da je stvar enoznačna, iz česa sklepam. Ljudmila Novak, ne, se ponovno aktivira v vrhu stranke. Mislim, da je bila z najvišjim številom glasov izvoljena v izvršni odbor. Na drugi strani recimo protikandidat za predsednika, gospod Harej, ni bil niti izvoljen v izvršni odbor, ki je recimo bolj zagovarjal to samoumevno koaliranje z SDS-om, tudi neke te teme pretekle zgodovine in podobno. Kaj praviš na to? Je res tako črno-belo? Ni da ne omeniva tudi tega, ne, da ga recimo predsednik SDS-a ni z ničemer mu čestital k izvolitvi, ga pozdravil kot novega predsednika stranke na podobnem političnem polu, ne. Medtem ko se je v preteklosti z NSI-jem izrazito veliko ukvarjal tudi v svojih zapisih na X-u, slišim, to je čisto neuradno, ne, da jim je celo zdaj, ko je Vrtovec uradni predsednik stranke, nekako Tonin postal boljši, kot jim je bil v preteklosti. Ali pa da so računali celo, da bo kdo drug stopil v Toninove čevlje, ne? Ja, tole pri Vrtovcu vidim pač eno spremembo komunikacijske taktike stranke, pač ker v osnovi ti rečimo bojsi Nove Slovenije, ne, so PR-ovci, so komunikatorji in to obrt seveda dobro vladajo, ne. Vidim, da nehal se na tak način ukvarjati, zaletavati v gospoda Janšo in SDS, tole nekako pusto ob strani, nedorečeno. Njegovo sporočilo je bilo, ne v koalicijo z Golobom. Ne, ali pa vsaj ne v koalicijo podobnih idej. Podobnih idej, tako ja. Takole, prav imaš, moram biti tu zelo natančni, podobnih idej, pri čemer morda ni hotel povedati, Golob morda za nas je spremljiv, ne pa pač koalicija, v kateri je bila Levica, pa te ideje, mislim, da je to poanta, jim striktno Nova Slovenija nasprotuje. Ker pravi ideološki boj, ne, v slovenski politiki se vodi med Novo Slovenijo in Levico. Se strinjam s tabo, ja. To so totalno različne ideje. Sredina tukaj, ne, Gibanje Svoboda, Logar, Prebilič, tudi SD gre v tole, ne. Oni v glavnem štejejo do 46. Ja, takole štejejo. Ne, in jih je idejno, jih je težko zagrabiti, dočim Nova Slovenija in Levica sta zelo jasno polarizirani in tukaj, ne, se bije ta ideološki, rečimo tudi, da sta tudi glasnika skoraj razrednega boja ti dve stranki. Ne. Tako da to je, ampak ne, ravno v teh izsekih, ki si jih pokazal, se je še pokazala ena druga dimenzija, ne, ta pragmatičnost, ne, kjer je jasno povedal, ne, gospod Vrtovec izkušen kot je, da koalicije se začnejo sestavljati v ponedeljek. Ne.
Z drugimi besedami, kar politik seveda ne more reči, takrat bomo mi pozabili vse, kar smo delali predtem, gol rezultat bo povedal, kdo s kom, kako pač politika umetnost možnega. Ne. Ja, dejstvo, to je pragmatizem. Ampak tega ne pove na tak način, ampak zelo jasno pove, ne, ponedeljek je odločila. Še nekaj, ne? 100.000 evrov na račun 8. marca, ne? Tudi to je opozoril novi predsednik NSI-ja Jernej Vrtovec, ko je bil soočen z očitki o obvodnem financiranju inštituta IEK. Potem je to Nika Kovač kar zapopadla, se mi zdi, na družbenih omrežjih, zelo žolčno odgovorila nazaj. Zdaj, ko govoriš o PR-u pa o prijemih, ne, zdi se mi, to sem tudi sam velikokrat izrekel, da je na nek način desni politični pol v Sloveniji zaslužen za brand Nike Kovač, da so za njeno promocijo naredili več kot politična levica. Zdaj se mi zdi pa malo celo obratno. Bo Nika Kovač naredila Jerneja Vrtovca na nek način? Ja, ne vem. Mislim, da je to zgodba, ki je bolj hipne narave na dolgi rok. Mislim, da se iz tega nekega političnega kapitala ali pa kakšnega koli kapitala ne za eno in ne za drugo stran ni, ker te številke, ne, okrog financiranja nevladnih organizacij pač govorijo svoje in tukaj mislim, da se gospod Vrtovec takole se zaletava v nekaj, kar dejansko ne obstaja na način, kot bi on rad prikazal. Ne. Zelo dobro mu je tukaj odgovoril predsednik CNOVS, gospod Forbici, in mislim, da imam občutek, da pri tej temi ne bodo več dolgo Zdaj, glede na okoliščine ustanavljanja inštituta 8. marec, ne, vemo, da je aktualni minister eden od prvih ustanoviteljev, se ne strinjaš, recimo, da je neke vrste tudi ta inštitut obvod neke parlamentarne stranke? So povezave ideološke, ampak vendarle ne, je ta 8. marec njihovi projekti, s katerimi se ukvarja njihov najbolj znani tale za splav v Evropi. Politični poudarek delovanja oziroma aktivistični poudarek je drugje, ampak seveda, ker je gospa Kovač je naredila tudi kot politična figura. Je tudi nekdo, ki poziva na volitve. Mnenje poziva, ja, njeno mnenje šteje v tej sredini in seveda, ne, ko zagovarja levico kot tako, seveda mobilizira v njihovo korist, no, ampak obvodno je se pa konkretno nanaša na tok financ, ne, tole pa To bi morda lahko govorilo o kakšni referendumski kampanji. Pri 8. marcu ni, ne. Kako? Morda v primeru kakšne referendumske kampanje lahko govoriva tudi o tem, ne? Da se nek del, ki bi ga namenila stranka, spelje drugače preko civilne družbe. Ne? Ja. Ampak tega ne bova dokazala v tej epizodi. Ne morava, ja. Uroš, še ena tema, na katero so v NSI pogosto opozarjali preko Komisije za nadzor javnih financ, nakup reševalnih helikopterjev znamke Leonardo. Zdaj, NSI-ju je uspelo na zadnji seji nekako prepričati še SD, ne, da so podprli sklep, s katerim državni zbor pozove računsko sodišče k reviziji, in potem KPK. Ne, v ponedeljek, ko bi moral biti podpis, KPK pravi stop, nekako se nam zdi, da je potrebna še zunanja revizija revizijske komisije. Spet predlagam, da pogledava nekaj izjav, pa se posvetiva primeru. Kronski dokaz za takšen scenarij protikorupcijska komisija vidi v posnetku sestanka vpletenih v nakup v prostorih letalske policijske enote. Ena stvar še ni prtljažen na prostoru. Zakaj smo ga dali v merila? Ker če bi ga zahtevali v razpisu, samo eden izpolnjuje zadeva pade. In smo dali prtljažnik v merila. Gre za zelo konkretno merilo, pri čemer pa naročnik z ničemer ni obrazložil, zakaj je takšno merilo potrebno. So se prisotni zelo nazorno pogovarjali o tem, da to zahtevo izpolnjuje samo eden od ponudnikov. Zato je ne smejo dati v tehnično specifikacijo, ampak med merila, saj bi zaradi tega lahko bilo javno naročilo razveljavljeno, ker izkrivlja konkurenco. Naročnik se je torej zelo dobro zavedal spornosti tega merila. Je seveda na potezi Državna revizijska komisija in Ministrstvo za notranje zadeve bo z Državno revizijsko komisijo tvorno sodeloval. Do današnjega dne imam jaz zagotovila, da je vse v redu.
Da je vse v redu, kot pravi minister, je pokazala tudi notranja izredna revizija, ki jo je odredil konec avgusta. Protikorupcijska komisija pa opozarja, da ta sploh ni bila celovita in da notranja revizija ni preverjala izbranih meril. Ugotovitve notranje revizije so torej zelo pomanjkljive, da ne rečem zavajajoče. Torej, Uroš, še en primer, kjer so bili vsi znaki, da je nekaj narobe s poslom že prej. Javnost je slišala ta zvočni posnetek, ne. Zdaj postavlja se vprašanje, zakaj se je ministru, zakaj se je vladi tako zelo mudilo s tem, ne, da izberejo točno določenega proizvajalca, tako se vsaj zdi, da je razpis sporen oziroma prirejen. Treba je reči, podjetje Leonardo v tujini ni povsem brez korupcijskih škandalov. Bi lahko rekli, da je zdaj ta ročna zavora na poslu nek udarec lobijem svobode, kako ti to vidiš dogajanje v ozadju? Mislim, da minister moral tako reagirati v nasprotnem primeru, ne, če bi podpisal pogodbo, kar je tudi bila druga opcija, bi bila pač politična škoda, ne, zaradi pritiskov, ki bi sledili še precej večje, in pa zdaj mora počakati, ne, da se stvari odpeljejo, kot se bodo, pač in se bo vedno se bo lahko skliceval na izsledke neodvisnih organov. Se pa težko izogniti občutku, da je predtem želel z notranjo revizijo samo nekako pokrit posel, da gre čim prej naprej. To so naredili, to tudi so ugotovili v KPK-ju, ko je bilo govora pač samo o tem, v bistvu procesno so stvari pregledali, ne vsebinsko in seveda na hitro. Meni je pri tej stvari zanimivo nekaj druga, pač zdaj je že v bistvu rečemo v zraku visi, na nitki visi drugi razpis. Prvi je padel, prvič je bila rečemo temu opozicija uspešna, morda bo tudi drugič in kaj je zdaj končni cilj, tega, da pade še drugič in pač se to vprašanje vzpostavitve HNMP premakne v naslednji mandat, kjer bi lahko bila drugačna vlada in bi si zamislila pač drugačen način organizacije hitre nujne medicinske pomoči, ker Evropska unija, Evropska komisija po uredbi to prepušča državam, lahko je civilno, lahko je vojaško, lahko je zasebno, lahko je javno in pač različne vlade imajo različne preference. Ne. Drugo pa pač je, da razpis ni čist, ne? Očitno ugotavljajo vsi, ne? Mislim, da je bilo takole, po domače, ker do zdaj, če se prav seznanim, pač reševalci letijo na istih tipih, nek domačijski argument bi naj bil, češ nabavimo še iste helikopterje, da potem, da bo vzdrževanje lažje in cenejše, kakorkoli. Ampak to ne vzdrži, seveda živimo v pravni državi in pač postopke treba peljati v skladu z zakonom. Kar pa mene tukaj malo pri tej zadevi preseneča je to, da naprimer se tukaj nič, vsaj javno, ne oglaša neizbrani ponudnik, da bi povedal to je zanimivo, vložil kakšen pač kar mu je na voljo. Zakaj se po tvojem, Uroš, vse večje afere, vsaj meni se zdi, te vlade, pa vzameva primer Bobnar, primer Lindav, potem ta varnostniki vladni, CVZ znotraj policije, primer tožilke Gončin, trgovina z ljudmi, kjer so neki indici, da je bil znanec ministra obveščen o tem, da je v preiskavi, nezakonito imenovanje generalnega direktorja policije, tudi ti helikopterji, vse se vrti okoli notranjega ministrstva in ministra Poklukarja. To, rečemo, to vse skupaj se dogaja v varnostnem sektorju, pač vemo, nekako, kdo je v svobodi, glavn na tem področju in ne vem, to je vprašanje za svobodo, za poslance, za vodstvo stranke, kako vplivni so oni v stranki in kako vplivni so ljudje, v stranki z neformalno močjo. Govoriš, sem prepričan o nekdanjem državnem sekretarju na obrambnem ministrstvu, Damirju Črnčecu. Ne samo v njemu, pač v nekem krogu ljudi, ki ima precejšen vpliv v stranki. Tisto, kar je zanimivo pri ministru Poklukarju je, ko sva pri stranki vladajoči, tudi na interpelacijah ves čas poudarja lojalnost. Sem lojalen in prav posebej pravi lojalen stranki. Kaj lahko rečeva o tem? Ko gre tudi za te varnostne strukture, kjer je pa vendarle še kakšna druga lojalnost kot samo ta politična,
Ja, to je njegov glavni adut, modus operandi in s tem živi v svobodi in svoboda živi z njim. Zdaj, omenil si varnostne strukture ljudi iz ozadja, tudi vladajoče stranke Svoboda. Naslednja tema je povezana s tem, pa z Anžetom Logarjem in Demokrati. Nabirali so ta teden, kot razumem, neuspešno se je končala akcija nabiranja podpisov za plenarno sejo o obrambnem holdingu Dovos. In nekako Anže Logar se je precej žolčno odzval, da gre za poligon za krajo stoletja in namignil celo na koalicijo med SDS-om in Gibanjem Svobodo. Poglejva na kratko. Niste zbrali dovolj poslanskih glasov podpore za sklic izredne seje na to temo. Podprli so vas v Novi Sloveniji in samostojna poslanka Mojca Šetin Pašek. Zanimivo, ne pa tudi v SDS-u. Kako si to razlagate? To je zanimivo, nekakšna nespodobna koalicija med Gibanjem Svoboda in SDS pri oblikovanju nekega organa, ki bo lahko v prihodnje 2 milijardi na leto, leto za letom, desetletja vnaprej za zaprtimi vrati utrošil davkoplačevalski denar v orožarske namene. Jemljete to, da niste zbrali dovolj glasov podpore za izredno sejo kot vaš politični poraz? Ne, jaz jemljem to kot politična realnost, da očitno stranke, ko gre za dolgoročna, visoka vlaganja v nek sektor, očitno najdejo nek skupni jezik, ki ga v sprejemanju ukrepov za vsakdanje izboljšanje življenja pa ne najdejo. Zdaj, različne stvari v tem mandatu nam nakazujejo malo to, jaz ti pravim oranžno koalicijo, se pravi rdečo s primesmi rumene, SDS-a in Svobode, recimo referendum JEK2 je bil en tak primer, tudi tisti zvočni posnetki z nekih zaprtih sestankov, to je recimo lahko druga takšna stvar, bi potrdil obstoj teh nekih skupnih interesov duopola, ki v glavnem segajo bolj na finančno-kapitalsko področje. Tudi varnost, konec koncev, ki je zelo pomembno, vemo, ogromno denarja bo šlo tukaj in mislim, da je tukaj gospod Logar, to, kar je na koncu lahko ugotovil, je ugotovil ne kot političar, ampak bolj ali manj kot analitik, je trčil ob neko realnost, ki presega klasične delitve v slovenski politiki. Zanimivo pri tem obrambnem holdingu je, leva vlada, programsko najvplivnejša, kar sva rekla prej, levica je vsaj deklarativno proti NATO, proti oboroževanju, ravno oni se podpisujejo pod ta mega projekt obrambnega holdinga, ki naj bi zgradil neko celo industrijo v Sloveniji, ki sicer obstaja, pa vendar ambicije so večje. Levica, mislim, da zdaj sploh tudi z tem združevanjem, povezovanjem zvestno malo transformira svoj program, da mislim, da tole nasprotovanju NATO in oboroževanju bodo dali nekoliko, seveda bodo ropotali, ampak bodo dali nekoliko v oklepaje, bolj bodo šli v zeleno, druge teme, mogoče bodo to temo mogoče prepustili kolegu Kordišu, mislim, ne dobesedno prepustili, ampak bodo blažji, gre tudi za, pač seveda za dinamiko znotraj vlade, ker zdaj napolno ne morejo temu nasprotovati, kot so lahko v opoziciji, gre verjetno za dogovor, delitev dela, pač kot vemo, Svoboda in Levica živita koalicijsko življenje v dosti večji slogi, da ne rečem simbiozi, kot naprimer na drugi strani je Svoboda in SD in tukaj gre za neko delitev dela, Levica se ukvarja z svojimi projekti, ki sva že omenila in s temi bodo tudi šli v kampanjo in na volitve. Na kratko, ker si omenil to simbiozo z Vesno, vsaj zaenkrat ni videti, da bi nosila politične točke. Raziskave tudi nekako tega ne potrjujejo. Ja, tudi drugi analitiki pač enostavno ugotavljajo, da pri teh političnih porokah 1+1 ni 2, ti odstotki se ne seštevajo. Nastane neka nova politična tvorba, do katere se bodo potem volivci, podporniki v nadaljevanju opredeljevali. Omenil si politično poroko, Anže Logar je imel v nedavni preteklosti politično ločitev, po dolgih letih od SDS-a in seveda na lastno pot z Demokrati. Zdaj te dni smo lahko prebirali tudi probleme, teh tipične probleme mladih strank, torej s kadri, kdo vse se znajde v stranki. Nekdanji državni sekretar Boštjan Šoba iz časov velike LDS so obsojeni korupcije v zadevi Šuštar. Je bil viden tudi na nekem posnetku pri ustanavljanju lokalnih demokratov v Grosupljem. Sprašujem se, je to samo simptom novo nastalih strank ali vendarle morda
v okvirih slovenske politične bitke tudi podstaknjenci strani politične konkurence. Namreč, ko so potem Šobo vprašali, kaj je s tem članstvom, je rekel, nisem več, ne? Kot da bi vmes tudi Logar ugotovil, koga ima v stranki. Ne? Ja, gotovo so te igre v ozadju, ampak gre za nek podobno strukturni problem na desnici ali pa desni sredini kot na levi sredini. Vidimo, koliko težav imajo nove stranke nastojoče, pa morda se tega dotaknemo ravno, ker imamo aktualni problem gospoda Prebiliča. Vidimo, kako težko on strga, ne, v tem liberalnem bazenu, ne, ki je že zelo izpraznjen, ko išče obraz za svojo stranko. Kaj podobnega se tudi dogaja, ne, na desnem polu, ki ga še bolj izrazito vladuje ena stranka, in Logar je bolj kot ne obsojen na neke odpadnike največje desne stranke, kajti, kot vidimo, njegova platforma, ne, ki je bila bolj obetavna, nek širši politični profil, nabor ljudi je zbral, ampak mnogi med njimi se niso odločili za vstop v politiko, kar bi jim koristilo, in pač te ljudi za stranko podpornike mora strgati v nekem omejenem bazenu. Zdaj, Vladimir Prebilič smo pa zasledili, da ima težave z imenom stranke. Gremo, ne, se je razvedelo preko patentnega urada, pa vendarle, Gremo je lista nekega župana, mislim, da iz Ilirske Bistrice. Poleg tega tudi slogan Green Mobility skrajšan, ne, ki ga je, mislim, da lansirala Hidrija v okviru Avtogrozda v Sloveniji. Tudi če se vprašava po tej prvotni ideji, gremo v smislu nekih političnih vrednot, ne? To ime ni prav veliko, ali pa vsaj meni se zdi, da ni veliko sporočalo. Morda namenoma, morda ne? Ne, to so postmodernistična poimenovanja v slovenski politiki, postmodernistična poimenovanja nekih liberalnih strank. Ta trend personalnih poimenovanj je bolj kot ne mino, ne. Dobro, pri Prebiliču zdaj gledamo tu neko kombinacijo slogana in njegovega imena, torej neke aktivacije in njegovega brenda. Težko je biti verjetno tukaj izvir, ne, to bodo politični marketingerji povedali, nekaj izumiti, ne, ime, ki bo vleklo, ampak vendarle pa kaže to, seveda v prvi vrsti krizo politične identitete, ne, pri Prebiliču, ne. Zdaj, če gledava njegove javne nastope, ne, se mi zdi v dveh sporočilih, ki sta obe uperjeni proti aktualni vladi, celo osebno proti Robertu Golobu, aroganca in korupcija, ne. Zanimivo, da ne izhaja iz tega tudi v drugih sporočilih, ne. Ja, vendarle, ne, verjetno se zaveda, da mora biti pri nekih stvareh previden, da vendarle ne sme preveč vznemirjati na parket. Predsednika največje stranke na polu, ker vidimo Svoboda in Golob zapirata prostor, ne, Prebiliču, ne, ga probata, ne želijo ga, ne, omejiti do konca, onemogočiti, ampak takole, ne, da mu pustiti, ne, da zraste do neke obvladljive velikosti, ne, kjer bo koristen, ne, ali potreben za sestavljanje mogoče levo-sredinske vlade, ne pa preveč. Njegove ambicije pa so gotovo, ne, so večje od tega in tukaj je konflikt, ne. Zaenkrat komunicira na način, da si ga je težko predstavljati kot enega od ministrov, recimo, ne, ali pa podpredsednika Golobove vlade. Pravzaprav, glede na to, kar je do zdaj povedal, skoraj nemogoče, ne. Ok, bi skočil na Novo Slovenijo, na gospoda Vrta, da tudi on, rečemo, tako komunicira, ampak verjamem, ne, da podoben pragmatični tip politika, verjetno tudi gospod Prebilič, in tudi on bo gotovo, če bo vstopil v državni zbor, presegel prag, da se ponedeljek začenja čisto druga igra, ne. Še en zanimiv prestop naj bi se obetal na političnem parketu, in sicer iz nepovezanih. Mojca Šetinc Pašek menda že dlje časa v neki komunikaciji z vrhom stranke SD.
Kaj se ti zdi, da s tem recimo pridobi, dobro, razen enega dodatnega glasu do konca mandata, potem bi imeli 8 poslancev, pa vendarle tudi morda neko anti-Golob noto, rahlo opozicijsko znotraj koalicije, kar SD že tako nekako počne, ne, v zadnjem času. Vemo, da je pač poslanka Šetinc Pašek tista, ki je izstopila iz Svobode, ne. Kolikor vem, ima ta zgodba o sodelovanju, prestopu, predvsem pa sodelovanju z SD-jem in z gospod poslanko dolgo brado. Mislim, da drži, en krog so že odtekli. Kot znajo nekateri z daljšim spominom v SD-ju povedati, so že bili tik pred dogovorom za državnozborske volitve, da bo sodelovala na listi SD, ampak pač potem so rejtingi eni drugi stranki drugače pokazali in se drugače razpletlo. Tako da ta prestop je gotovo. Ne, namiguješ malo na politični oportunizem, to je dvorezen meč vedno, ne? To bi se lahko tudi jaz ne namigujem, pač namigujem, zanašam se na to, kar pač znajo povedati ljudje v stranki SD in pa še eno stvar ne pozabiva, ne. Staroselci v SD-ju so zelo občutljivi, ne, na nove obraze prišli. Tudi ne čisto brez razloga, ne, iz preteklosti. Spomnil se boš tudi, ne, tudi njihov, rečemo, težko kategorni politik, torej gospod Prebilič se umaknil, ne, tudi kot prišlek, ker ni bil tako splet, kot si je sam predstavljal, tako da ta prestop je možen, ampak gotovo bo sprožil kakšne turbulence, ne bo tako gladek in enostaven. Pa sva potem pri vplivnem krogu okoli predsednika vlade Roberta Goloba, nedvomno tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Ta teden je nekako posegal v dogajanje, se poseže redno pravzaprav, ne, ampak za to zadevo Dodik. Če na kratko obnoviva genezo primera. Skratka, sodišče v Sarajevu je že marca Milorada Dodika obtožilo rušenja ustavnega reda BiH. Nedavno, ko je to postalo pravnomočno, je tudi uradno ostal brez teh predsedniških pooblastil v entiteti v Republiki Srpski. Takrat je tudi po daljšem premisleku vlada sprejela te sankcije, da torej v Slovenijo ne sme več. Obratno, ne, pa se je potem Dodik odločil za sankcije proti Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon, za katere pa je bilo rečeno, da so tako ali tako pravno nične. Ne. Dokler jih, zdi se, ne, ta teden svojo izjavo ni na nek način legitimiral Zoran Janković, pa poglejva to. Pozdravljam sve naše ljude koji žive u Sloveniji i pozivam ih da protiv ove vlade na prvim izborima glasaju. Da glasaju za ovoga Janšu. Sem popovdne ne poklical Dodika, sva se slišala. Kaj ste mu dejali? In sem mu sporočil, da je moja prošnja, da prekliče to prepoved predsednici države in zunanji ministrici. A se vam ne zdi, da s tem, ko ga kličete, da mu še vedno priznavate status, ki ga pravno formalno več nima? Ne, pravno formalno ga nima, ima pa velik vpliv, ne, kaj se bo zgodilo tam, ne vem, pa še enkrat, da to v izhodišču razčistimo. Jaz nikoli nisem komentiral sodbe sodišč, tudi takrat, ki nisem dubo, oziroma ki je vrnil na prvi postopek. Pač to je edini kraj, ki lahko dosežem pravico. Se ravno zato je bilo to moje podvprašanje, ne, ker vi sodbo ne komentirate, ne, gospod Dodik pa je ne upošteva, razumete? In vi govorite o tem, da jo upoštevate, vaš prijatelj pa to ignorira. Vsak o sebi odloča. Uroš, že tako so nekako vladi ali pa Golobu očitali, da se odlaša s temi sankcijami, da so tudi sankcije bolj votle, niso ekonomske, ne veljajo za celoten njegov krog, zaradi nekih povezav do Jankovića. Ne. Zdaj se je umešal še enkrat. V kolikšni meri se ti zdi, da te intervencije iz magistrata škodijo na nek način imidžu Roberta Goloba, čisto politično? Ja, zdaj, če smo dobro prisluhnili tem izjavam ljubljanskega župana, on se zdaj postavil kot nek mediator, ne, v to zgodbo, v nek konflikt, ki dejansko ne obstaja. Mislim, da je gospod Janković tukaj vendarle spoznal realnost pa so, ne, pritiski ZDA, da se tale obroč okrog Dodika stisne in verjetno so, ko je bil, skoraj sem prepričan, da je seznanjen z tem, na kak način Američani s čim držijo Dodika, da je enostavno so ti argumenti in fakti tako močni, da tega več ne mora zagovarjati in
išče se tu neka pot ven, še vedno ne, pa ljubljanskemu županu ostaja tesna povezava z srbskim predsednikom in pač verjetno ne na tehnici Dodik in srbski predsednik vemo, za koga. Škodi po tvojem bližina ljubljanskega župana premijeju? Mislim, da ne, da ne, ker pač gre za neke podobne vrednote, podobne politične vrednote ali pa iste, ne, sploh kar se tiče, ne vem, do levičarstva, narodno-osvobodilnega boja, ne, in tako naprej. Govoriš na nek način o predvolilni aktivaciji, konec koncev, tudi pomenu, ki ga ima Zoran Janković za to. On je, ne vemo, napovedala oziroma ustanovila se županska stranka, ampak Svoboda je takoj precejšnji meri zaprla tudi prostor tovrstnim namenom in pač vemo, pač ti posebni odnosi, ne, med premijerjem in ljubljanskim županom. Istočasno so pa tudi podpisali sporazum z mariborskim županom in so tudi ta prostor precej zaprli. Vidiva v premijeju tudi Tino Gaber Golob, odslej soprogo predsednika vlade. Zvedeli smo, da je iskala kontakte tujih prvih dam za neke politične akcije v zvezi z Gazo, za svoje pozive. Kako pa gledaš na to? Na nek način se je zdelo, da so jo v mesecih pred to jesensko poroko skoraj načrtno umaknili. Tudi komentarji so bili javno, da je to ugodno za predsednika vlade, čim manj teh intervencij privatnih, ne? Kot da bi pravzaprav iskali v poroki legitimacijo, da se Tina Gaber Golob proti koncu mandata še enkrat pojavi v ospredju. Imaš tak vtis? Če govoriva zdaj o tej akciji, ne, mislim, da vsebina, ne, te akcije in namen je pač samo na mehek način, ne, kar soproge lahko dopomorejo, pač dopolnjuje to propalestinsko držo Je to nek vlade, tak virtue signaling, to moralno vrčijo, takole še dobivati, ne, tako podobno kot poroka, verjetno bo sprožala neke politične učinke, neopremljive politične učinke, če se zdaljši čas isto tudi to, ne, da osmisli to njeno vlogo. Jaz mislim pač, glede na naklonjenost tudi javnega mnenja, ne, priznanju Palestine in tem, da pač, da se je lotila pravilne teme, ampak izvedba pa je bila, ne, mimo vseh uzanc in je bila problematična. Zdaj še zadnja tema, to se vleče tudi že zelo dolgo, ne, oboje, in problem z guvernerjem, z varuhom človekovih pravic, kot tudi se zdi neki porušeni osebni odnosi med predsednico republike in predsednikom vlade. Kaj se ti zdi, kakšno, govoril si o recimo predvolilnih učinkih neke podpore Zorana Jankovića, a ima to lahko nek predvolilni efekt? Vemo, da bodo različni vplivni posamezniki na obeh polih pozivali, ne, v mesecih in dnevih pred volilno nedeljo k podpori, sem in tja. Lahko Nataša Pirc Musar tu odigra kakšno pomembnejšo vlogo do marca 2026? Gotovo, ne, seveda, ne. Se bo verjetno, ne, odvisno, kako bodo kazali rezultati. Njena podpora bi gotovo koristila sploh predsedniku vlade Golobu. Ampak to, kar gledamo, ne, skozi napetost, ne, dolgotrajna med obema funkcijama, ne, vse te težave z kadri, z imenovanji, to v prvi vrsti, ne, izhaja ne iz ideološke raznolikosti, ampak pač tako, kot smo že leta nazaj ugotavljali na levosredinskem polu, iz egoizma, malih, narcisizmu malih razlik, ne. Je res, da tudi oba dva predstavljata, ne, mislim, sta tudi del različnih interesnih formacij na levosredinskem polu in tudi iz tega potem izhajajo te napetosti, sploh na primer pri iskanju imena za guvernerja. Torej, še to, ne, skoraj nekako sumim, da si tudi ti slišal, predsednica republike je tista, ki ima ključ tudi do končnega datuma volitev, ne, slišati je, da ravno zaradi nekih antipatij do te vlade in do predsednika vlade bomo šli v bistvu prvi možni datum v marcu 2026 na volitve. Kaj praviš, bomo res na koncu? Tako se napoveduje, ja, ker je pa še tudi, ne, pač, ker oba dva sta, ne, pač predstavnika
levo-liberalne opcije, zamik mislim, da je že v začetku aprila velika noč in gotovo bi se radi, vsi pa bi se radi temu datumu izognili, tako da že pač, ker ravno v to obdobje razpisa volitev pade velikonočna nedelja, bodo to naredili vsaj teden ali pa dva prej. Evo, pa sva za konec te redne epizode še skoraj konkretizirala datum naslednjih parlamentarnih volitev. Uroš, hvala. Najlepša hvala tudi vam, seveda, da nas iz petka v petek spremljate. Tistim, ki ste naročniki in podporniki, seveda ostane še sobotna jutranja epizoda Safari Special, kjer se lotimo ključnih karakteristik kampanje, ki je pred nami za redne parlamentarne volitve. Tistim, ki naročniki in podporniki še niste, pa seveda to toplo priporočamo. Najlepša hvala, Uroš, še enkrat, da si prišel. Hvala za vabilo, ja, srečno. Z veseljem. Do naslednjega petka.